Maša, hvala, da ste prišli na našo novinsko konferenco, kot je Katarina omenila, vam bova zgorno res zelo kratko predstavila rezultate prvega kvartala letošnjega leta in potem bova seveda na razpolago za narediti vprašanja v zvezi z poslovanjem in kakšnim drugim, kar bi bo zanimalo. Kaj je pomenilo zaznamovalo naše družbo v prvem kvartalu? To je seveda nadaljevanje postopka privatizacije. Da ste družba ta postopek še naprej, ta proces še naprej podpira. Želimo si seveda, da bi se ta proces tudi čim prej končal, kar ni dobro za družbo, da se vleče tako dolgo kot vse. Ne glede na sam proces privatizacije, družba posluje obdobje normalno, delamo pomembne strateške premike, uvajamo nove storitve. Tako smo v prvem kvartalu predstavili mobilno blagajno, nove naročniške pakete na mobilnem segmentu, lansirali prvo komercialno LTE gostovanje. V prvem kvartalu smo podpisali nakupno pogodbo za odkup 100% deleža v družbi Debitel. Kar se tiče te transakcije je trenutno čakamo na odločitev regulatorja oziroma Agencije za varstvo konkurence v Sloveniji in tudi v Makedoniji za ta primer in predvidevamo, da bomo po pozitivnem mnenju regulatorja lahko družbo prevzeli še v letošnjem letu. Nadaljujemo tudi procese konsolidacije v Makedoniji, tudi tam je situacija relativno podobna, kot v primeru Debitel, tudi tam čakamo na zaključek postopka pred Makedonskim uradom za varstvo konkurence. Upamo, da bomo tudi tam dobili odločitev regulatorja v relativno kratkem času, tam nekje junija, in verjamemo, da bo to tudi podlaga za dokončno združitev družb v Makedoniji. V Bosni rastemo po številu uporabnikov, tudi tam imamo nekatere tarče, ki nam bodo omogočile konsolidacijo prvega v Bosni. Preden gremo na te osnovne kazalnike in rezultate našega poslovanja, bi poudaril, da naše rezultati niso popolnoma primerljivi z našim letom in v družbi v skupini imamo več, recimo Gibraltarja, pa še nekaj drugih manjših zadev, tako da primerjave 2015-2014 niso prave. In še predno gremo na rezultate, bi tudi poudaril, da družba Telekom Slovenije v prvem kvartalu letošnjega leta posluje, če gledamo EBITDA in EBIT, bistveno bolje, kot je bilo načrtovano in verjamemo, da bo to imelo pozitivno vpliv tudi na vrednost za delničarje v prodajnem postopku. Zaključki, rast števil naših uporabnikov se je malenkost ustavila, tako vendarle rastemo še vedno tako na segmentu mobilnih uporabnikov, seveda govorimo ves čas za celotno skupino, kot na segmentu fiksnih širokopasovnih uporabnikov in pa televizijskih priključkov. V prvem kvartalu letošnjega leta smo ustvarili slabih 182 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in pa slabih 52 milijonov evrov EBITDA-ja, kar je velikostni razred 7% več, kot smo načrtovali za prvi kvartal letošnjega leta. Čisti poslovni izid je znašel 7,2 milijona evrov, neto finančni dolg se je malenkost povečal, predvsem iz naslova poravnave z Sinovinom, ki je svoj zatekli v prvem kvartalu letošnjega leta, oziroma edini način poslovanja v prvem kvartalu letošnjega leta. Prihodki po družbah v Telekom Slovenije še vedno največji del 156,5 milijona evrov, v tujini 40 milijona evrov in druge tudi v Sloveniji približno 10 milijonov evrov. Imate tudi podatke za naložbe, bolj če namanj gradimo vseh operaterjih LTE omrežij, torej v Sloveniji pokrivamo že okoli 80%
prebivalstva. Do konca leta bomo zdaj te signalom dosegli več kot 92% prebivalstva. Enako velja za gradnjo LTE-ja tako na Makedoniji kot na Kosovom. Pri zaposlenih se stanje bistveno ni spremenilo, pa pri zaposlenih pa načrtujemo v drugi polovici letošnjega leta nadaljevanje kadrovskega prestrukturiranja, tako da bomo v letošnjem letu, kot je bilo načrtovano, število zaposlenih v Telekomu Sloveniji DD zmanjšali za 230 in v naslednjem letu dodatno za 225. Konsolidacije in vse te strateške stvari sem že omenil na večjih izhodnih konferencah, tako da te ključne strateške usmeritve Telekoma Slovenije ne bi podarjeno, da bi omenil, smo v prvem letošnjem letu naredili relativno velik preboj na prodaji IT rešitev. Telekom Slovenije je danes vodilno IT podjetje v Sloveniji. Še enkrat polovivo pričakovanja za letošnje leto, EBITDA okoli 190 evrov, čisto so 66 evrov in naložbe v letošnjem letu bojo znašale za skupino 107 milijonov evrov. Tok na kratko, znajne strani, zornico se prej dogovorila, da bomo na kratko povedal, to vprašanje smo pa bolj Celotno revidirano poročilo je pa objavljeno tudi na Sevni kot na spletni strani. Sedaj so na voljo vaše vprašanja, če so kakšno detajno. Uspešni so pri zmanjševanju stroškov? Že od konca lanskega leta. Glede na to, da smo, kar se tiče EBITDA, čez plan pomeni, da nižamo stroške, hitreje, kot ne upadajo prihodki. Prihodki pa seveda upadajo, kar trg slovenski telekomunikacijski se zmanjšuje. Točne podatke pa imate v rezultatih, ampak indeks pri glede na plan pri stroških je 93% prihodkih. Kako ste recimo od lani samo zaradi spremembe regulacije na medoperaterskem trgu, samo ta sprememba na Telekomu Slovenije je našla na letnem nivoju v Sloveniji okoli 20 milijonov evrov manj prihodkov. Telekom so največji operater na tem medoperaterskem trgu. Trg se je pa seveda skrčil različno. Na fiksnem segmentu je ostal relativno podoben, na mobilnem pa je upadel kar za velikostni razred 5%. Florian? Tele Slovenija me zanima, kolikšen račun boste izdali državi, če privatizacija ne bo uspešna, oziroma če se bo stali? Velikostno razredu 5 milijonov evrov. Koliko je za vas še sprejemljivo, da traja ta postopek, leto se leta in pol, koliko še lahko, kaj še smiselno, koliko časa še smiselno čaka? In bi rekli ste, da je EBITDA nad pričakovanjem, da ne bi to pozitivno vplivalo tudi na vrednost. Kaj smo srečno, kot pomeni? Koliko časa je še smiselno čakati, je bolj vprašanje za prodajalce, prava družba ne vodi tega prodajnega procesa. Kar se pa tiče družbe Telekom Slovenije, pa si želimo, da se ta prodajni postopek konča čim prej. Torej, kot veste, da se ta prodajni postopek vleče že približno leto in pol, torej leto in pol je že družba aktivna v tem prodajnem postopku. To vsekakor za poslovanje družbe ni pozitivno. Prava družba se želi, da se prodajni proces konča čim prej, kakorkoli že, to je stvar lastnikov. Seveda, če to, kar ste vprašali, če je EBITDA višji od načrtovanega in ti poslovni načrti so bili predstavljeni potencialni investitorji, to pomeni, da verjetno lahko evaluirajo Telekom Slovenije po višjih vrednostih, kot so da do sedaj, ko so pričakovali rezultate v skladu za plan. To je pa seveda moje osebno mnenje. S temi novimi rezultati ste že seznanjeni
Mi sodelujemo v tem podatkovnem procesu, oziroma v tem konkretnem primeru preko virtualne podatkovne sole, tako da ta se ni nač glasila v tem primeru. Je kakšna razlika, kaj bo do konca leta in prihodnje leto, ali pride do prevzema ali ne pride? Boste kakšne ukrepe pospešili, če ne pride, kakšne upočasnili? Kakšna je razlika, kaj se zgodi recimo v Evropengu? Naša strategija je postavljena neodvisno od lastništva, seveda je lastnik tisti, ki to strategijo podeljuje. Tako da Telekom Slovenije tudi v primeru, da do prodaje deleža, ki ga prodajalec prodaja, bo prišlo, se bo razvil naprej in Telekom Slovenije bo tudi prihodnje uspešen operater. Regijski operater in te regijske oblike nam še vedno podatki se ni pa, da bi Telekom Slovenije v prihodnosti da Telekom Slovenije v prihodnosti ne bi postavil uspešno. Kaj pa zaposleni? Kar se tiče zaposlenih, kot sem že večkrat omenil na teh tiskovnih konferencah, kadrovsko prestrukturiranje ni del prodajnega procesa, to je del strategije kratkoročne in dolgoročne skupine Telekom Slovenije, da bomo izvedli ne glede na to, ali do prodaje družbe pride ali ne. Še jaz? Mene zanima, če ste v zvezi s tožbami, rezervacijami in tem, bi rekel, legalnim delom, ki je bil dosti velik problem v pogajanjih, kaj naredili? Ste prevrednotili, ste drugače gledali na kakšne stvari, ste kaj več od tega? Kar se tiče rezervacij, veste, da smo v lanskem letu zvišali te rezervacije za posebni razred 45 milijonov evrov in to je bil tudi razlog, zakaj je bil naš čisti poslovni izid po koncu lanskega leta da temu primerno nižji. Tako da so sedaj oblikovane rezervacije po našem mnenju tudi glede na izkušnjo poravnave z Simobilom na primerni višini in ne pričakujemo, da bi lahko ob koncu teh postopkov bili izdatki Telekoma Slovenije višji od oblikovanih rezervacij. Kar je pa pomembno, pa je tukaj omeniti, da za postopke ALK-ja nimamo oblikovanih rezervacij. Torej imamo oblikovane rezervacije za vse tožbe, primerni višini, ne pa za postopke ALK-ja. Emil Kantič, More, tiskovna agencija More. Prej sem zasledil, da ste ustanovili dve novi družbi, Sjol Beograd pa Sjol Skopje. S kakšnim namenom, ali to pomeni kakšna kadrovska zasedba bo tukaj in kdaj bodo in kakšna bo te funkcija tih dveh? Te družbe so ustanovljene z namenom upravljanja operaterskih veleprodajnih storitev na posameznih trgih, kjer so te družbe ustanovljene. V primeru Makedonije smo mogli družbo ustanoviti zaradi tega, da smo izločili regionalni optični obroč, kjer je preko Makedonije iz družbe One, ker ta regionalni optični obroč, ki je sredstvo skupine Telekom Slovenije, ni del združitvenega procesa z Telekomom Avstrije. V Srbiji imamo prav tako ustanovljeno družbo, da preko nje prodajamo operaterske storitev, ter operater, če želi ponuditi storitev na posameznem trgu, mora biti tam tudi registriran. Obe družbi imate nič zaposlenih. In vse te Sjol družbe imajo pa enega direktorja, ki je direktor sektorja na Telekomu Slovenije in imamo praktično v kadrovskem smislu drugih stroškov na tej družbi. To so družbe brez zaposlenih. David Dubšo, naš 24. Kako bo pa konsolidacija na telekomunikacijskem trgu slovenskem vplivala na poslovanje Telekoma, če bo tako? Jaz upam, da pozitivno. Kakšno vprašanje, mogoče je neodgovorjeno? Gospod Borušek. Te razprave v parlamentu okrog vetra državnega ministra, mislim,
prodajalce. Mi smo v stikih dnevnih skupcij, tako da tega komentarja ne moram dati. Kakšno povezavo z obramnim ministrstvom, pa posebno pa telekom Slovenije, tako da nobenega misterija tukaj ni. Oziroma, če je kakšno misterij, morate vprašati na kraju. Še kakšno vprašanje?